Ja, takrat se nam je življenje postavilo na glavo. Pozdravljeni, sem Tatjana Pirc in to je podcast 5 let pozneje, v katerem se ob 5. obletnici izbruha novega koronavirusa na podlagi izkušenj iz obdobja pandemije COVID-19 sprašujemo o tem, ali smo ravnali prav, smo se kaj naučili, kakšne so zdravstvene in družbene posledice, iščemo odgovore na številna vprašanja, ker smo prepričani, da je o tem treba govoriti. Zdi se mi, da smo bili enaki tega časa kar vsi. 5 let pozneje. Novi koronavirus je svet postavil na glavo. Napovedi niso ravno optimistične. Uživajte, dokler lahko. Vsi smo bili malo depresivni, tako da niso glih dobri spomini. Spet bo prišel čas sonca in svobode. Ne, vsega tega, kar se je dogajalo, ne bomo pozabili. Smo pripravljeni, če se zgodi kaj podobnega? 5 let pozneje na Radiu Slovenija zremo v prihodnost. Preverjamo, Iščemo dokaze, mnenja, razlage, odgovore. So kakšne vprašanja morda zame? Kar je bilo, je bilo. Lepo pozdravljeni, to je že 10. epizoda podcasta 5 let pozneje. Tokrat je naša sogovornica Lidija Jerkič, prekaljena sindikalistka, dolgoletna predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in sindikata SKEJ, ki je napovedala, da počasi zaključuje svoj mandat na Zvezi svobodnih sindikatov, na sindikatu kovinske in elektroindustrije pa ostaja. Lidija Jerkič je tudi članica Državnega sveta, kjer predstavlja delojemalce. Govorili sva o socialnem dialogu, ki ga med epidemijo skoraj da ni bilo, o tem, kako je epidemija vplivala na trg dela, zaposlene, prekarce, tudi dodatkov za delo v rizičnih razmerah sva se dotaknili. Slišali boste nekaj zelo kritičnih besed na račun medicine dela in ugotovitev, da je virus okužil tudi našo demokracijo. Začeli pa sva s spomini na epidemijo. Zdaj, ti spomini so zelo pestri. Jaz se močno spomnim, seveda zaradi dela, ki ga opravljam, vseh stisk zaposlenih v podjetjih. Takrat je, če se spomnimo, v bistvu COVID bil velika neznanka. Vsi smo ali so bili močno prestrašeni in na eni strani smo se soočali takrat z zaprtjem javnega življenja, s prepovedjo gibanja, bili smo v stanovanjih, v podjetjih so pa še vedno hodili v službo. In vem, da prvih mesec ali 2 je bilo prizadevanje za to, da se zbudi medicina dela, od katere smo pričakovali takrat, da pristopi k temu, da vsaj da neka navodila, kako ravnati v teh primerih. Na ministra smo pritiskali, ki je ta problem tlačil v ozadje. Jasno, spet so bili tukaj spredaj ekonomski interesi. Ljudje pa moram reči, da so bili takrat panični. Na eni strani niso mogli ostati doma, da bi tvegali izgubo zaposlitve, na drugi strani so bili pa prepuščeni temu virusu, tako so se čutili in kar nekaj časa je trajalo, da se to stanje približno umirilo. Tudi javni promet recimo je bil ustavljen, za vse tiste, ki so se na delo vozili z avtobusi, vlaki. V bistvu nihče ni pomislil na to, da imamo neko dihotomijo. Na eni strani ne smeš ničesar počenjati, povsod je treba nositi maske, treba se je razkuževati roke, na drugi strani pa ni prevoza in tudi ni bilo ne razkužil, pa ne mask. To se pravi, ljudje so nam pošiljali slike, v kakšnih okoljih delajo. Niso imeli zaščitne opreme, marsikdo se je zatekel v bistvu v bolniški stalež takrat. Imeli smo nekaj izbruhov covida v podjetjih, tista podjetja so potem začasno zaprli. Prvi v bistvu, ko se spomnim nazaj, ki je dal navodila, kako ravnati v covidu, je bila gospodarska zbornica z nekimi priporočili, kako ravnati, ampak daleč od tega, da bi bilo to primerno ali pa da bi pomirilo ljudi, in kar precej ljudi je zaradi tega takrat tudi zbolelo. In jaz se spomnim situacije, pa mislim, da se ne motim, ko so podjetja delala, medicina dela kot zdravstveni oddelek ali pa kot javna storitev, kar bi morala biti, pa ne, je bila pa zaprta. In na eni strani smo imeli potrebe v bistvu podjetij
da pridobijo mnenja, kako ravnati, na drugi strani pa teh, ki bi morali to dajati, pa ni bilo. Mi smo takrat tudi vztrajali nekaj časa na tem, da naj se tudi gospodarstvo ustavi, da naj se podjetja zaprejo, dokler ne ugotovimo, na kakšen način pravzaprav ravnati. Mislim, da po kakšnem mesecu se je sprostilo delovanje medicine dela, ki je bila takrat popolnoma podhranjena, a ne, takrat ni bilo dovolj strokovnjakov, ki bi lahko svetovali, ampak neka načela so se vseeno začela oblikovati. Potem kasneje se je začela pojavljati varovalna oprema, ampak trajalo je zelo, zelo veliko časa, da smo to primerno uredili in jaz verjamem, da imamo tudi tukaj kakšne žrtve, ki niso bile potrebne. Kako je pa v tem času deloval inšpektorat za delo, recimo? Je opravil svojo vlogo? No, že iz tona vašega vprašanja ne, sledi odgovor ne. Tudi to je bila ena od služb, ki ni vedela pravzaprav, kako ravna. Tudi tukaj je bila osnovna dilema zapreti podjetje ali pa pustiti, da deluje naprej. In odgovor je bil jasen. V tistem času, ko je bilo zaprto vse, bi morali zaprti tudi podjetja in se niso vtikali oziroma niso obiskovali podjetij. Vem, da je kar nekaj tudi podjetniških zdravnikov, marsikatero podjetje ima lastnega zdravnika medicine dela, se je postavilo na stališče, da je podjetje treba zapreti, ampak ekonomski interes je bil tukaj čist preveč močan. 1. maj 2020. Ta 1. maj je bil precej drugačen od prvomajskih praznovanj, ki smo jih bili vajeni. Ne? To je bil čas, ko so bila zborovanja na prostem prepovedana, ko je bilo tudi gibanje med občinami prepovedano. Jaz vem, da so te proslave tradicija, zlasti 1. maj na Rožniku je že 100-letna tradicija in sovpadel je ta covidni 1. maj ravno s to obletnico. Želeli smo nekako predrugačiti prireditev v več druženja, več pogovarjanja. Ne. Nekako se tudi meni zdi, da govori so sicer potrebni, ampak ne vedno in ne na isti način, da bi vse nekako bolj bilo podobno to zborovanjem iz preteklosti. Rekli smo, gremo nazaj k koreninam. No in potem smo tistega 1. maja rešili nazaj k koreninam, ko je bilo v bistvu to prepovedano, tako kot na začetku, če malo karikiram. Je pa res, da tudi mediji ste takrat v bistvu pomagali proslaviti ta dan, bilo je več oddaj, zlasti na RTV-ju, več pogovornih oddaj. Tako da smo ugotovili že takrat, da se vsako da stvar speljati, tudi če smo zaprti doma, če ne na en način, se pa najde drug način. 2. 1. maja sta bila v bistvu taka, zaradi tega ni nobeno zborovanje v kasnejših letih bili pol odpovedano ali pa propadlo ali pa zamrlo, ko ni bilo več prepovedi zborovanja, so se ta zborovanja odvijala naprej. Večkrat ste opozorili, da je epidemija nekako pokazala, kako zelo pomemben je javni sektor. In potem ste dejali ob neki priložnosti, da ne želite nekaj časa slišati o privatizaciji zdravstva, po vsem tem, kar se je zgodilo in kar smo izkusili. Ko smo vsi videli, kako javne bolnišnice oziroma javni zavodi garajo, kako izgorevajo ljudje, zato ker so v teh zavodih v službi, na drugi strani pa marsikateri zasebnik si umil roke. In tisto, kar je bilo pomembno in zaradi česa je marsikdo preživel, so bili javni zavodi. Zato sem tudi rekla v eni priliki, da tudi slišati nočem o tem, da kaj privatiziramo, ampak 3 leta kasneje je spet ratalo vse skupaj zanimivo. Covid je šel majčken v ozadje oziroma je postal obvladljiva bolezen, in so se spet dvignili tiste črni kremplji nad področjem, ki je pa za vse zelo pomembno, če kaj je vsakemu od nas pomembno zdravje. Zdravnikom ni za očitati, če grejo v zasebni sektor, treba je očitati državi, če ne poskrbi za to, da imajo zdravniki, sestre in vse drugo osebje ustrezne pogoje. No, pred 5 leti, na začetku epidemije, ste dejali, da je pri nas 1 200 000 ljudi, ki potrebujejo državno pomoč. In da to pove, kako zelo je sistem nepravičen. Kakšen bi moral biti sistem, da bi nekako zdržal, da bi ljudje preživeli tudi
kakšno tako krizo nekoliko lažje. COVID je pokazal na tole situacijo, večplastna je, ne. Jaz sem govorila ne samo o zaposlenih, govorila sem tudi o upokojencih, številka 1 200 000 pa je bila po vsej verjetnosti številka prejemnikov ene, druge ali tretje oblike pomoči. Ja. Zdaj, tisto, kar je bilo najbolj očitno, je bil upad zaposlitev v tistem obdobju in kdo je ostal brez službe, tisti, ki so v prekarnih oblikah zaposlitve. To je bil eden od prvih v bistvu znakov, a ne, da imamo na trgu dela zelo različno situacijo. Ne. Druga skupina, ki je v tem času bila precej ogrožena, so bili espeji, ki jim je najprej upadel posel in ki jih je tudi država s temi protikoronskimi paketi potem financirala. Potem smo imeli pa skupine ljudi, takrat se o tem sicer veliko nismo vsi skupaj spraševali, smo imeli pa rezultat nekaj let kasneje, ki so pa v bistvu bile, če mene vprašate, prejemnice helikopterskega denarja. Zato, da je bil, nam rekla mir. Tukaj bi bila krivična, ampak zato, ker so bili nekateri bližje, recimo temu oblasti, so prejemali sredstva, do katerih za moje pojme ni bilo neke velike potrebe, zato da bi pomirili ljudi, se je razdeljevalo precej pomoči velikim skupinam ljudem, tudi subvencije, ki so jih dobivala podjetja, so bila deljena bolj na pamet. Zdaj sicer rečejo, da to je bila prava pomoč, ker je bila razdeljena hitro. Če pa je bila razdeljena zato, ker je bila potrebna, imam pa jaz rahlo svoje mnenje. Skratka, tole nam je nekaj let kasneje, 3-4 leta kasneje rezultiralo v veliki inflaciji. In meni se je ves čas zdelo, ko sem razmišljala o krizi, tisti, ki smo imeli ekonomski, leto 2006, pa se je pri nas vlekla, dokler niso dobički tako očitno narasli, da smo pa že težko rekli, da smo v krizi, mislim, da nekje 2013, pa to krizo COVID, v tej prvi krizi smo zaprli vse pipe. Takrat so bile trojke pa varčevalni programi in je potem Evropa ugotovila, naredila napako, da je zadušila samo sebe. V COVIDu smo ravnali točno obratno, zmetali smo ves denar, kjer se je lahko kot pojavil, in seveda je potem to kasneje rezultiralo v veliki inflaciji, ne toliko v gospodarski rasti, v rasti cen, ki jih ne dohajajo potem več plače, skratka smo naredili novo težavo. In pri teh 1 200 000 je oboje bilo, to se pravi ljudje, ki so potrebovali neko financiranje prehodnega obdobja, ker enostavno niso mogli delati, in tista skupina ljudi, ki je pa denar dobila, pa jaz mislim, da za to ni bilo nekega velikega razloga. Mimogrede, urejanje prekarnosti je koalicijska zaveza te vlade. Ministrstvo je nek program urejanja prekarnosti sicer sprejelo, ampak kakšnih zelo konkretnih korakov v tej smeri pa ni. Sindikati tukaj res vztrajno zagovarjamo varne zaposlitve, se pravi zaposlitve za nedoločen čas s primernimi prejemki, ki jih urejamo ne samo z zakonom o minimalni plači, tudi s kolektivnimi pogodbami, neko varnost zaposlitve, ko se ne more delodajalec kar odločiti, da te jutri pa ne rabi več. V bistvu sindikati ves čas branimo to je varnost zaposlitve, tukaj ni prekarnosti. Mladi ljudje se mi zdi, da niso tako zelo vezani več na to stalnost, bolj pomemben jim je denar. Včasih tudi odnosi, skratka nekaj drugega kot zgolj samo varnost zaposlitve. Hkrati pa kapital zelo izkorišča to njihovo pripravljenost. So pa velikokrat prisiljeni v zaposlitve, ki jim sicer na kratek rok morda celo prinašajo več denarja. Ko se pa kaj zalomi, so pa odvisni tudi sami od sebe, ne samo v času dela, ko ima človek neko svobodo, tudi ko se kaj zalomi, ko se poškodujejo, ko zbolijo, ko nimajo dela, to so obdobja, ko ne moreš dobiti zaposlitve. Zelo dopuščamo optimizacijo na področju davkov, mi imamo vrsto davčnih, eno samo postrežno imamo, in zdaj, če se
če se človek primerno znajde in ima to možnost, si lahko zbere, katero vrsto davka bo državi plačeval v katerem obdobju. Na koncu bo to rezultiralo seveda v zelo slabih penzijah, tekoče rezultira pa v vseh problemih, ki jih imajo. V covidu se je še enkrat pokazalo, kdo je najprej izgubil zaposlitev. Takrat je država roko na srce poskrbela za njih, bila so neka nadomestila v tistem času, ko ni bilo zaposlitve, ni bilo to neka bogatija, ampak da se je dalo preživeti. Dalo se je pa premostiti to obdobje in imeli smo tudi cele poklice, če se spomnimo, gostinstvo takrat še zdaj trpi posledice covida, ker je zelo veliko ljudi iz gostinstva odšlo. Takrat, ko je potem gospodarstvo začelo delovati nazaj, je gostinstvo še nekaj časa čakalo. Turizem nasploh, ne? Seveda, in ljudje so si našli druge zaposlitve, zato imamo zdaj tudi tako pomanjkanje v bistvu na tem področju. Skratka, pri prekariatu je en del to, da ga je na nek način težko opredeliti. Mislim, še zdaj nismo zmenili. Tudi organizirani niso, ne? Organizirani absolutno niso in zdaj tako bo malo potarnala, Sindikatom se očita, da za prekarne delavce nič ne naredimo. Jaz trdim, da smo edini, kaj naredimo za njih. Konec koncev je vse, kar je v zakonu o delovnih razmerjih, tudi na to temo in tega je precej, zasluga sindikatov. Manjka pa drug korak, treba je to še v življenje spraviti, tam pa brez njih seveda ne moramo, če se posamezniku zgodi krivica, ne morem jaz v njegovem imenu njegove pravice izterjati, tukaj pa malo aktivnosti vseeno manjka. Bili sva pri prekariatu, tole je nekaj, česar se država seveda more lotiti, je pa res, da se upeha takoj, ko se loti prve stvari. Že če se spomnimo, bila je obljuba, da bodo odpravljali prekariat v javnih službah, ali pa v državnih podjetjih, kjer imajo priložnost kot delodajalce, pa tudi tam to ne gre zelo dober od rok. No, še nekaj je zanimivo, gospodarstveniki vedno poudarjajo, da naj se država umika iz gospodarstva. Ko pa nastanejo prve težave, gospodarstvo najprej prosi državo za pomoč in intervencijo, ne prosi, zahteva. Zdaj, najprej bom ponovila, prihajam iz sindikalnih vrst in iz leta v leto imam večjo averzijo na tole ravnanje gospodarstva, ki je seveda posplošeno. So marsikatero podjetje, ki ne dela tega. To je bil uvod za opravičilo do pristopa. Dejstvo je, da dokler jim gre dobro, takrat je treba manjšati davke, treba je manjšati pritiske, takrat bi imeli davčne oaze, takrat naj se ne vtika z nobeno zakonodajo, tudi s tisto statusno, puste nas primer, da mi dobro delamo. V trenutku, ko pa se to obrne in COVID je bil, taka situacija je pa država z vsemi seski, more priti na razpolago. Mimo grede, tudi v tem trenutku imamo podobno situacijo. Na eni strani razbremenitev, torej manj davko bomo plačevali, na drugi strani pa prihaja kriza, treba je sheme, treba je subvencije, treba je ne vem kaj vse. Jaz imam že včasih občutek, da več poberajo iz proračuna, kot pa prispevajo. Še enkrat prihajam iz sindikalnih vrst, ampak ne glede na to, ni neke prave mere. In nasplošno se mi zdi, da v Sloveniji marsikdo državo uporablja za opravičilo ali pa za izgovor. V marsikerem delu življenja se mi zdi, da pričakujemo vse od vlade, sami sebe pa ne pogledamo prav preveč. Enkrat se bom lotila, če se mi bo dal. Kolikrat bom slišala na teden v različnih poročilih, država mora, država ni, država ne pride. Ampak država smo mi. Država smo mi in ni vse od države. Je pa najlažje imeti nekoga, ki mu obesiš vse breme in potem rečeš, si obrišeš takole rokavčke in rečeš, jaz sem svoje naredil. Ni res, Jaz moram reči, da najprej pričakujem kaj od lastne organizacije, torej od sebe, potem pričakujem od delodajalcev, da bojo kaj naredili, potem pa tudi državo rabimo, ampak če mi ne vemo, kaj bi radi, tudi oni ne morejo tega delati. Tole meni zdaj ratuje nekoliko paradoks, na eni strani mora vse država narediti, na drugi strani pa cele dneve poslušam, kako kdo
komu ne bi smel nečesa reči, ker to pa ni v njegovi pristojnosti. Kot da se še vedno nekoliko lovimo, a ne? Sindikalne centrale ste že na začetku epidemije opozarjale, da naj vlada ne posluša le delodajalcev, da bi morala zaposlene obravnavati kot enakopravnega partnerja. Ekonomsko-socialni svet je bil povsem neoperativen, nekaj časa ga sploh ni bilo, ne? Socialni dialog je pa nujen. Socialni dialog je težek. Ne, to tisti, ki nikoli ni sodeloval v tem dialogu, ne ve. To zgleda navzven kot neko sestankovanje do nezavesti, ne? Ampak kljub vsemu ti pogovori prinesejo neko uravnoteženost v rezultatu, se pravi v zakonu. Ne? Preden se je COVID razplantel, smo menjali vlado in nova vlada je takrat v začetku naredila poskus usklajevanja PKP-jev in vem, da ko se je pripravljal prvi PKP, smo presedeli na Brdu kar nekaj dni. Naj spomniva tiste, ki točno ne vedo, kaj so bili PKP-ji, so bili protikoronski paketi. Ne? To so bili, v bistvu mislim, da jih je bilo 9, ne? To so bili eni taki veliki paketi, ki so posegali v različne področja. Pa tudi veliko podtaknjencev smo našli tudi v teh mega zakonih. To je bil eden od razlogov, zakaj smo se potem sindikati umaknili iz socialnega dialoga. Skratka, začetek je bil še kolikor toliko obetaven, ampak iz zakona v zakon je bilo manj pomembno to usklajevanje. Vsi vemo, ne, najbrž nismo naivni, da je vsaka vlada nagnjena pač bolj v eno smer in ta vlada je zagotovo bila vlada, ki je bila nagnjena v smer kapitala, manj v smer dela, pa ne rečejo karkoli hočejo. Ko smo začeli ugotavljati, da smo nekako samo še paravan, ne, neka slika. Tudi sindikati sodelujejo, v principu so se nam pa dogajale stvari, kot je bilo prisilno upokojevanje, dvig plač samo za zdravnike, ne, zakon o demografskem skladu, takrat tale je prebil pa plafon, ne. Smo začeli najprej opozarjati, bili smo iz tedna v teden večkrat na novinarskih konferencah, opozarjali smo, da ne sodelujemo pri tem, kar vlada počenja, da se ne strinjamo z vsem, da nas ne upoštevajo. Potem je bil pa skratka krona zakon o demografskem skladu, ki je pa na kratko hotel slovenska podjetja prepustiti v politiki v celoti. To pri nas ni v redu. Že tako imamo precej parkirišč v podjetjih za bivše politične funkcionarje, tam bi pa še posesali tisto, kar je ostalo. No, takrat smo pa socialni dialog prekinili, takrat smo se začeli tudi javno, ne, že prej smo se, ampak javno udeleževati kolesarskih protestov. No in takrat smo izginili z obličja zemlje za določeno stranko, a ne. Jaz sem se pol pojavljala samo še na tistih drugih, ne, medijih, ki jih sploh ne bom omenjala, pa seveda ne v dobri luči, a ne, in tudi ostali kolegi sindikatov ne. Trajalo je nekaj časa, da se je socialni dialog obnovil. Imeli smo potem epizodo že pri novi vladi izstopa delodajalskih organizacij. Mal bom nagajiva, pa bom rekla, da so se špegali po nas, ker so delali iste stvari, a ne? Ampak je pa res, da smo se spotikali tudi pri tej vladi. Sem pa ravno zanč premišljevala, kakorkoli je težek ta socialni dialog, potrebuje tudi veliko časa. Včasih ga ni, a ne? Ampak v zadnjem času nam gre kar v redu. Ni blesteče in nikoli ne bo. Če pogledate, smo zginili iz medijev, a ne, zdaj, ko se ne prepiramo, več je zanimanja manj, ampak rezultati, ki hodijo, so pa usklajeni zakoni. Tudi, če se vedno ne strinjamo, skušamo pač dopovedovati en drugmu in na koncu najdemo tudi marsikdaj kompromis in to je dobro. To je za družbo v redu. Družba je že tako razklana, vsa na trnih, vsa živčna in če se le da, je fajn delovati konstruktivno. Ne? Tako da zdajle ta vlada je na nek način pa najdla model, a ne, kako v bistvu ta dialog peljati.
Kakšna lekcija so bili takrat dodatki za delo v rizičnih razmerah? Ne, vemo, da je bilo storjenih veliko krivic, da niso dobili dodatkov tisti, ki so res delali v rizičnih razmerah, pa hkrati dodatke so dobili tudi taki, ki rizičnih razmer niso videli niti od blizu. Lahko v tem najdemo neko lekcijo. Vi ste takrat na to opozarjali, želeli ste, da se najde neka primerna rešitev. Kakšna je vaša ocena? Pri vsakem denarnem prejemku, pa karkoli že pogledamo, pri vsaki pomoči tvegamo, da koga spustimo ali pa da kdo dobi, ki do tega ni upravičen. Slovenci smo na to hudo občutljivi. Jaz se spomnim Vršanja, ko so najprej dodatki pripadali zaposlenim v zdravstvu. Pa ne toliko, da niso upravičeni, kot to, da tudi drugi tega ne dobijo. Recimo delavci v trgovinah. V trgovinah, pa tudi v zasebnem sektorju. Vse potem je bila ena splošna, se mi zdi, nagrada ali pa stimulacija 200 €. Ampak to je bilo to ni primerljivo. Seveda, in ni bilo v redu. Še en fenomen se je pojavil takrat, da naenkrat marsikomu sploh ni bilo več pomembno, da je COVID, je bil bolj pomemben dodatek. Jaz moram reči, da jaz sem bila zgrožena nad tem, ampak to se je dogajalo in ostalo je do konca, je ostal slab okus. Tako da včasih, ko človek razmišlja, je boljš nič, kot pa nepravično, ker nepravično jemljemo pa zelo osebno. Zelo težko je zadeti neko pravo mero. Jaz mislim, da ima lahko družba res nek slab občutek, ko pomislimo na vse trgovce in trgovke, ki so delali, bili izpostavljeni, tudi v času, ko ni bilo zaščitne opreme, bi si prav zaslužili eno posebno zahvalo, priznanje. Drži se, poklon. V bistvu vse te službe, ki so podporne službe, brez katerih ne moremo, so bile različno obravnavane. Jaz povsem razumem ta slab občutek, ki je bil, tako kot ste rekli, mi smo takrat na to opozarjali, tudi na kakšnega, ki mu pa prav nič ne bi bilo treba dobiti, pa tudi jih ne bom omenjala, ker so bili seznami objavljeni. Ja, sej tudi tisti, mogoče bova komu zbudili interes, da gre mečka nazaj pogledati, sej je vse evidentirano, Google od vraga najde kakšno stvar. Pri denarju je treba biti in pri nagrajevanju je treba biti previden, ker s tem dajemo signal pomembnosti človeka. Pri minimalni plači imamo ta odnos, ko človek, vsak v Sloveniji dobi minimalno plačo, tudi če z doplačilom, ampak denar na koncu, znesek je enak, občutek človeka, ki pa dobi doplačilo do minimalne plače, ker je njegova osnovna plača tako nizka, je pa čist nekaj drugega. In to je pa subjektiven občutek vrednosti in cenjenosti njegovega dela. Jaz mislim, da imamo tudi počuti odrinjenega. Tako, zaradi takih stvari toliko ljudi, ki bežijo v pokoj, čeprav bi mogoče v primeru, če bi bili priznani v družbi, delali dlje. V kolikšni meri se vam pa zdi, da je koronavirus okužil našo demokracijo? Oja, če bi ta virus slučajno bil bolj hudoben, rečva temu, in bi se vlekel 3-4 leta, vprašanje, kaj bi od demokracije ostalo. Jaz se bom omejila na Slovenijo, ker generalno težko rečem, in to je moj občutek, ki ga lahko delim. Mi smo bili zelo na pragu tega, da zgubimo marsikaj, kar je javnega, za medije se ve, RTV je bil takrat tarča v bistvu prevzema. Omenili smo že socialni dialog. V Sloveniji smo uspeli obdržati neko široko demokracijo, ki se kaže in v socialnem dialogu in v nevladnih organizacijah, sodelovanju na različnih nivojih, tudi civilne iniciative, če so še tak teren upeti včasih komu, so odraz demokracije. To je v bistvu shodi,
protestni, ali so komu všeč, ali pa mu niso všeč, ampak to je odraz, kako človek lahko izrazi svoje stališče in zato ne rabiš biti državni sovražnik številka 1. Vse to je šlo v smeri ugašanja, zatiranja, a ne, kar nekaj je bilo že zelo trmastih ljudi, ki so na tem še ustrajali, in če bi se to dogajalo še nekaj časa, se jaz bojim, da bi bila Slovenija že zdaj precej drugačna država, kot pa še vedno je. A ne? In to ostane, se mi zdi, da tega tudi ne smemo pozabiti. A ne? No, se vam zdi prav, da se je takrat recimo državni svet nekako odrekel nekaterim svojim pristojnostim, ne? V tem smislu, da so se zakoni hitreje sprejemali? Antiveti so bili takrat, a ne? Da pojasnim, državni svet, to večina verjetno sicer ve, ima pravico dajanja veto na zakon, če se z zakonom ne strinja. Takrat pa se je uveljavila praksa tako imenovanih antivetov, ko je bil veto vložen samo zato, da je zakon tisti dan začel veljati. In takrat sva bila s kolegom Štruklom zelo v bistvu v nemilosti, bi rekla, zato ker sva vztrajala, da je to nekaj, kar ruši naš ustavni sistem, da tega ne moramo dopuščati, da veto ni namenjen za to, da se pospešuje zakon, in če rabimo instrument, s katerim to državni svet naredi, potem ga zapišmo nekam. A ne? Mi smo se vtaknili v ustavno pravico, ki jo ima državni svet, in da je ta praksa lahko nevarna. Šlo je v skrajnost, 2-3 ure kasneje, ko je bil zakon sprejet, skoraj smo mi že nadaljavo sodelovali na seji državnega sveta, ampak kolegom se je takrat marsikomu v državnem svetu zdelo to pa kar, da pomagajo pri reševanju kriz, in tega se nismo znebili do dan današnjega časa. Takrat moram reči, da nisva ostala samo pri besedah, a ne. Iskala sva potrdila tudi pri ustavnih pravnikih in odvetnikih, in marsikdo od njih se s tem ni strinjal. Celo v rokah sva imela stališče, ki ga pa potem nisva sprovedla, da gre za v bistvu kršitev dela predsednika državnega sveta, da bi ga bilo mogoče celo preganjati zaradi tega, ker uvršča na dnevni red točke, ki niso primerne za uvrstitev, ker ne izpolnjujejo pogojev. Sindikalna stran se s tem nikoli ni sprijaznila, mi v bistvu smo vlagali vete zato, da smo sprovajali te zakone, ne pa zato, ker se z njimi ne bi strinjali. In to je bila neke vrste to je bila madžarska izkušnja, ne? Da se je takrat parlament enostavno je prenehal delovati, v tem smislu Orban je vladal z dekreti, ne? Za katere ni več potreboval parlamenta. Vse se je dogajalo, ne bom rekla zelo čisto enako, ampak podobno tudi pri nas je vladala z odloki. Pa človek, če še toliko razume, a ne, da se včasih mudi, a ne, in demokracija je dolg postopek, ampak kljub vsemu ni zastonj, a ne, razdeljena oblast. Tukaj imamo vendarle nekaj vej oblasti, ki so namenjene tudi nadzoru en nad drugim, in tudi jaz včasih pridem v to skušnjavo, a ne, ko skušam opravičiti kakšno stvar, pa sej vem, se je mudil, ampak pod črto, a ne, je pa zelo težko potem postaviti mejo, se pravi, veste, kako pravijo, ne, človeka postavi na oblast, pa boš videl, kakšen človek je. In tega samo omejevanja praviloma ni zelo veliko. Malo je ljudi, ki znajo res narediti tako, da je v interesu vseh in da se s tem potem tudi večina strinja. Več ali manj samodržci zaplavajo potem v to, da vejo vse in da ne rabijo nikogar in da delajo tako, kot njim paše. In to slej ko prej večini ne paše. Se vam zdi, da je kaj od tega še ostalo? Tako, ko opazujem dogajanja, ne, se mi zdi, da res zelo hitro pozabimo, kako smo se počutili v določeni situaciji. Pa spet bom tako rekla. Da ne zavarujemo tistega, kar je nekako temelj demokratične družbe. Pa, mi imamo pravzaprav ustavo in zakonodajo, ki je zbrala tisto, s čimer se večina strinja, nikoli se ne bojo vsi. In če to nehamo spoštovati, ne, potem smo zelo hitri, da bomo spoštovali tisto, kar hoče 25% ljudi, ne 75%. Ne. Če še tako zgleda, da so bližnjice včasih fajn,
je za voljo načela, a ne, pa za voljo tega, da ohraniš demokracijo, dobro tudi takrat spoštovati, ali pa se zmeniti skupaj, a ne, da gremo drugače, ker je drugače treba. Na eni strani je tista vlada takrat imela krasno priložnost, da tudi to ne na nek način doseže. A ne, takrat v bistvu smo ljudje bili pripravljeni marsikaj narediti. Se je pa to potem spremenilo v smer, ko se pa večina ni več počutila dobro, a ne, sploh ne. Po vašem prepričanju demokracija dobro deluje in mora delovati tudi v časih krize? Seveda, absolutno. Nimamo prosvetljenih voditeljev nikjer v Evropi, ki bi jim konec koncev državljani dali pravico, da državo vodijo tako, kot oni mislijo, da je prav. Tudi če so bili izvoljeni, imajo svoje omejitve in je fajn, če se jih držijo. No, delo od doma je bila ena izmed rešitev, ne, v tistem času in je še vedno ostalo. Danes je odnos delodajalcev do dela na domu v Sloveniji precej različen. Kako ga vi ocenjujete? Delo na domu in digitalizacija. To sta dve stvari, ki sta pozitiven izplen covida, če jih seveda pametno uporabljamo. Ne? In pravica do odklopa. In pravica do odklopa, tako, ki je pa posledica tudi dela od doma in digitalizacije. Zdaj digitalizacija sploh, ne? To je nekaj, kar nas vse čaka slej ko prej in covid je dal temu prav poriv. Ne? Digitalizacija je doživela takrat, se mi zdi, skok za 10 let. Večina delodajalcev se je skušala organizirati na način dostopnosti od doma, ker drugače ni bilo mogoče. Našle so se rešitve, ki jih prej tudi iskali nismo. A ne? Delo od doma je bilo zlasti v začetku zelo zanimivo, tudi potrebno. Potem so se začele pa kazati pa napake, a ne, sej roko na srce. Jaz sem se z Mrskom pogovarjala in ta prvi mesec, ko smo bili doma, je Mrs rekel, koliko je fajn. Ne? Ta drugi mesec pa ni bilo več fajn. Ne? Bilo pa že ta potreba po socialnih stikih, ne? Po izmenjavi izkušenj. Že to, da sediš, ne vem, v pisarni z nekom, pa ga poslušaš, ko se po telefonu pogovarja, ne? Ali pa slišiš, kaj ljudje okrog govorijo, zelo pomaga. Marsikomu pri delu in to je začelo manjkati. Zdaj, nekatera podjetja so tukaj našla svoj poslovni model. Marsikatero podjetje je ugotovilo, da stavb ne rabi več, da so lahko ljudje od doma, da jih ima ravno tako pod nadzorom, kar omogoča digitalizacija. Predvsem jim pa daje priložnost, da delajo, kadar jim paše, kar pomeni, da skozi delajo. Zato je pa šla pravica do odklopa. Delo od doma je bilo mogoče tudi prej. Mi imamo to v zakonu že 100 let, sam nobenemu na misel ni prišlo. Predvsem se mi zdi, da so imeli zelo velike zadrege delodajalci, ker se jim je zdelo, da je nadzor nad delom ljudi slab, in da če ga imajo, ne vem, pri sebi ga vidijo, ali dela ali ne dela, če ga pa imajo doma, pa ne. Nekatere službe tega seveda ne dopuščajo. Natakar ne more delati tudi doma, pa če je še to, če bi še tako rad, ne more delati, ne. No in zdaj se mi zdi, da je delo od doma spet precej upadlo, je pa vedno rezerva, kadar je treba. Recimo, jaz opažam prakso polet, ko je zelo vroče, tisti ljudje, ki imajo to možnost, pa tudi delodajalci, kar izrabljajo to možnost, zato, da pač ljudje v tisti vročini ne hodijo okrog, pa končni fazi še kdo kaj pršpara, Mejte vi doma klimo vklopljeno. Ja. Če je človek, ne vem, ki se dnevno vozi z Maribora v Ljubljano službo, zgubi v prometu 3 do 4 ure. V teh 3 do 4 urah lahko, če ima možnost, marsikaj naredi od doma. Tako da ta kombinacija je zdaj veliko bolj umirjena, seveda, kot je bila dodatno zakonsko urejena, nekaj nadomestila tudi človeku pripada, če dela od doma. Jo pa večinoma rajš uporabljajo zaposleni. Jaz nisem dobila nobene pritožbe, da koga silijo delati od doma. Sem pa kakšno, da bi pa rajš delali od doma, pa ne morejo. Ljudje so se tudi spremenili. Jaz poznam ljudi, ki so bili absolutno proti delu od doma, pa so zdaj kar navdušeni in obratno. Tisti ljudje, ki imajo radi to socialno interakcijo ali jo pa rabijo za svoje delo, ne vem, novinarji verjetno, kadar pišete, ste rajš v doma, Z mano se pa rajš takole pogovarjate, ali pa
hodite med ljudmi, pa sprašujete za informacije, to se dela tudi doma. Treba je najti pač neko pravo kombinacijo. Ne? Jaz sem opazila, da recimo tudi pri nas v hiši na zvezi, mi imamo na Dalmatinovi tukaj, kjer je sedež zaposlenih 30 ljudi, da je po tisti polovici leta, ko smo delali od doma, ratalo to poznavanje medsebojno preslabo. In da je prav, če se včasih kakšna kava skupaj spije, da se srečaš na hodnik, da samo doma biti absolutno ni v redu, razen če si kakšen računalniški nomad, pol verjetno, ampak to pa ni bilo vprašanje. 5 let pozneje, če se res kaj takega ponovi, kako bi se morali na to še pripraviti? Jaz mislim, da bi mogli izdelati neke vrste protokolov. Določene institucije to zdaj gotovo imajo. Ta drill, po moje, bi moral biti v marsikateri instituciji izdelan, pa mogoče tudi na državni ravni prav načrt, za take stvari. Mislim, da če bi nas nekaj podobnega prizadeli, da vendarle imamo, vsaj za te vrste problematiko nekaj izkušenj, ampak tako kot se svet razvija, se ne vemo, z katerega kraja nas bo udarilo, lahko se zgodijo računalniški upadi, tole še najbolj grozi. Tudi tam so virusi. Tam so virusi in tisto zna biti, takole po izkušnjah določenih, ko na kakšno točko pade ta problematika letališča, je zmeda totalna. Tisto, kar je še moja bolečina, pa bom tako rekla, in se tiče zaposlenih, je zagotovo medicina dela. Gre za področje, ki skrbi za 1 milijon zaposlenih, zdaj ko nas že 1 milijon dela, in katere skrb je naše zdravje. Ta služba je postala zelo odvisna od delodajalcev. Meni kot zaposlenemu nihče ne zagotavlja, da bo zdravnik medicine dela, zdaj bojo rekli, imajo kodekse in morajo tako ravnati, prav, moje zdravstveno stanje ocenjeval z vidika moje koristi, ne z vidika koristi tistega, ki ga plača, to je pa delodajalec. Mi moramo imeti vsake 5 let najmanj, vsak zaposlen zdravniški pregled. Izkušnje, ki jih imamo, da se vsake 5 let preverja, a jaz vidim dobro, ali imam holesterol v krvi, pa če se mogoče še zravnano držim. To ni tisto, kar se pričakuje od medicine dela. V covidu se je pričakovalo, da bojo povedali, kaj ljudje smejo delati, kako morajo delati, kje lahko delajo, pa tega niso storili. Zdaj pogosto slišim, da ljudi pač pošiljajo na preglede zato, ker jih morajo, plačajo tistih 200-300 evrov. To, kar sem prej naštela, dela moj osebni zdravnik, ne zdravnik medicine dela. Zdravnik medicine dela bi moral priti na moje delovno mesto. Marsikdo dela v pogojih, ki jih je treba oceniti, ali to zdaj nevarno za njegovo zdravje, za njegove kostno-mišični sistem, za njegove arterije, za njegovo duševno zdravje. In tukaj jaz vidim vlogo medicine dela, ki je pa postala zasebna dejavnost. Oproščam se vsem tistim zdravnikom medicine dela, ki delajo drugače, ampak generalno je to kljukica pri delodajalcu, če pride inšpektor, ne pa vsebina tega, torej, da jaz delam zdravo in da pridem kakor toliko zdrava do pokoja. Ta svet moramo usmeriti v človeka, ne v kapital. Mislim, da ste to dejali leta 2022 in zanima me, kje smo danes na tej poti. 90% ljudi na tem svetu živi podpovprečno ali pa slabo. Ampak je to 90% ljudi. In na nek način te sile ne znamo uporabiti proti tistim 10. Jaz zdaj ne govorim, da je treba teh 10, poslati na Luno pa nikoli več videti, ampak uravnotežiti. Bolj pravično razdeliti tisto, kar ta svet ima. Eni imajo priložnost, da iz sveta potegnejo vse najboljše. Pam šejke zdaj vzela, ki nafto pumpajo. To so naravna bogatstva, ki so last v načelu vseh zemljanov. Se mi pa zdi, da svet ne gre v to smer. In da je v bistvu zelo težko, jaz vidim skozi sindikalno delo. Koliko napora, energije, prepričevanja, jaz ne vem, česa vse je treba za dvig
nekega standarda, za premik v smeri boljše za vse. Če zdaj pogledam zadnje spremembe zakona o delovnih razmerjih predlansko leto, ko so bile nekaj, za moje pojme, če vprašate, lepih pravic, ampak kljub vsemu drobnih pravic. Če rečeva o dodatnem oskrbovalskem dopustu, zato da lahko skrbiš za svojega ostarelega starša ali pa partnerja, ki se mu je kaj zgodilo. Če rečem, da je delodajalec odgovoren za podizvajalce, če delavec plače ne dobi, da je pri zaščiti zaupnikov ali sindikalnih ali pa delovskih treba imeti sklep sodišča, ne pa odločbo delodajalca. Meni se zdijo same po sebi umevne. Ja, ne? Na ustavni presoji imamo vse. Ljudem smo očitno preveč dali in zdaj trpi kapital. Ko to človek ocenjuje, kako težko je za večino ljudi premakniti, kako pa hiter se obrne, ko gre pa za enega pomembnega posameznika, takrat se mi pa zdi, da ne gremo čisto v pravo smer. Verjetno se teh 90% ta skupina, velika skupina ali pa masa ljudi niti ne zaveda svoje moči. Ali smo včasih preveč apatični do marsičesa, ali z roko zamahnemo pa gremimo. In ta procent med revnimi in bogatimi leze v korist zelo, zelo, zelo ozke skupine ljudi. Mene v nadaljevanju skrbi, pa na koncu bo imel Orwell prav. Tale digitalizacija, algoritmi, družabna omrežja, tole nas dela idiote. Vsak dan nas obstreljujejo z 10 milijoni novic, ki jih ne moramo niti posortirati, niti se odločiti, kaj je pomembno, kaj ni pomembno. Vsi smo v neki kolektivni, ne vem, kaj smo že, shizofreniji, in tole ni v redu. Vidim res, kako hitro se premakne svet, če reče Kiro Musk, in ima vso pozornost celega sveta vsak dan, kako pa tamle na drugi strani v Gazi tolčajo po nedolžnih ljudeh, ki se tudi braniti ne morejo, pa smo vsi samo ogorčeni, nič se ne spremeni. Tole ni v redu. Vaša roka je še vedno stisnjena v pest, ne? Lejte, če bi jaz mislila, da je brezupno, verjetno ne bi bila predsednica zveze. Tako se mi pa zdi, da so pomembni tudi drobni premiki. In če vsak od nas na svojem področju en kamenček v dobro doda, pa kdorkoli že to je, smo pa vendarle en del poti tlakovali. Tako da vprašala ste me za smer, zato sem bila taka malo dramatična. Mislim, da je prav, da smo angažirani, da se potrudimo, tudi če na koncu se nič ne zgodi, ampak opozarjanje na stvari, tudi kapljica, če kaplja, dolg časa naredi v kamen luknjo in vsak od nas ima to priložnost. Najlažje pa skomigant pa reči, se nič ne da. To pa tudi ni res. Hvala lepa za pogovor. Me je veselilo. To je bil pogovor z Lidijo Jerkič, sindikalistko s stisnjeno pestjo. V naslednji 11. epizodi pa bom pripravila izbor odlomkov iz nekaterih oddaj, ki so se v okviru projekta 5 let pozneje zvrstile v naših programih. Sogovornice in sogovorniki so namreč izrekli toliko izjemnih misli, ki jih je treba zapisati v našo spominsko knjigo. Naročite se na podcast 5 let pozneje, da ne zamudite zanimivih vsebin, ki jih še pripravljamo. Zdi se mi, da smo bili enaki tega časa, kar vsi. 5 let pozneje. Novi koronavirus je svet postavil na glavo. Napovedi niso ravno optimistične. Uživajte, dokler lahko. Vsi smo bili malo depresivni, tako da niso glih dobri spomini. Spet bo prišel čas sonca in svobode. Ne, vsega tega, kar se je dogajalo, ne bomo pozabili. Smo pripravljeni, če se zgodi kaj podobnega? 5 let pozneje na Radiu Slovenija zremo v prihodnost. Preverjamo, Iščemo dokaze, mnenja, razlage, odgovore. So kakšno vprašanje morda zame? Kar je bilo, je bilo.